Področje uporabe e-skirojev je področje, ki je relativno novo in na njem je še precej tveganj, ki so morda večja, kot bi si želeli. Glede na sedanje statistike, ki jih imamo, se pravi policija jih spremlja od leta 2019, je smiselno nekaj narediti na sami starostni meji. Torej, naš predlog je, da se to vsaj izenači, se pravi starostno mejo, kar se tiče vozniškega izpita za moped, torej 15 let. Zagotovo omejitve hitrosti, sploh s pomočjo geopoložaja so seveda tudi dobrodošle. Na drugi strani pa seveda evidence na področju dejansko števila vozil, njihovih lastnikov, zavarovanja in prevzemanja odgovornosti za vse, kar sledi pri sami uporabi. Mogoče bi omenila, da te problematike naslavljamo v resoluciji o varnosti cestnega prometa, ki je v pripravi, nova. Na kratko bi pa rekla, da 3 ključne stvari, ki so naši izzivi, so infrastruktura, kjer si želimo, da bo prizanesljiva do teh najranljivejših uporabnikov. Na drugi strani, da uredimo vse, kar se tiče vozil. Kot je bilo danes slišati, v bistvu evropska zakonodaja e-skiroje ne smatra kot vozila, ampak je to proizvod, ki se daje na trg. In pa seveda uporabnik tega skiroja, ki si ga želimo opolnomočiti, da bo skiro uporabljal varno, tudi za druge udeležence v prometu, ker smo trenutno v neki paradoksalni situaciji, da je v bistvu e-skiro udeleženec v prometu, ki se ga drugi bojijo. Sam uporabnik e-skiroja se ga pa premalo zaveda te odgovornosti, ki jo ima, in vpliv na varnost v cestnem prometu.